Zaradi celovitega obveščanja slovenske javnosti in pa zaradi interesa posameznika in pa njegovih pravic in interesa posameznika v Slovenski vojski bi rad pojasnil naslednje stvari. V tem primeru, v tem navedenem primeru, ki je bil obravnavan z strani odgovornih služb v Ministrstvu za obrambo, Generalštabu, kakor tudi civilnih pristojnih oblasti, so vse te navedbe, ki smo jih gledali v prispevku, netočne in neresnične. Pripadniki 15. polka in pa slovenskega vojaškega letalstva so visoko usposobljeni, profesionalni in zelo zagnani za svoje delo, kar dokazujemo vsakodnevno pri svojem opravljanju nalog, kakor tudi pri velikih, nesrečah oziroma ujmah, ki smo jih imeli v preteklosti. Vkolikor bi te navedbe bile resnične, si ne bi mogli delati pri požarih, pri poplavah, ne bi mogli vsakodnevno reševati življenja, ne bi mogli prevažati ljudskih organov v sistemu Slovenija Transplanta in tako naprej. Tako da z vso odgovornostjo trdim, da te navedbe niso resnične in še enkrat, bile so obravnavane po celi liniji vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski, od Generalštaba, ministrstva, kakor tudi na okrožnem državnem tožilstvu, kjer so te navedbe bile vse zavržene. Z vso odgovornostjo trdim, da v 15. polku ni nikoli prišlo do odtujitve bilo kakšnega materiala, kaj se tiče rezervnih delov za letala in pa helikopterje. Zelo rad pa bi odgovoril na očitke, da je bila ogrožena varnost letenja. To ni res. Varnost letenja v 15. polku ni bila nikoli ogrožena, saj imamo dvojno kontrolo. Prva kontrola je s strani Slovenske vojske in pa druga kontrola je s strani Javne agencije za civilno letalstvo, ki ima pod kontrolo vso letenje in pa vse postopke, katere se v 15. polku izvajajo.